V uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar so danes uradno potrdili naše sinočnje informacije, da je predsednica v petkovi prometni nesreči utrpela zlom ključnice. Jo bo poškodba ovirala pri delu. Zaradi predpisanega počitka je morala odpovedati le udeležbo na Sinjski Alki, o čemer je že obvestila hrvaškega predsednika Milanovića. Nika, je zdaj že znano, kaj je bil vzrok za nesrečo, ki se je zgodila v predoru Kastelec? Pravzaprav ne. Policija se je namreč zavila v molk, čeprav je bila v petkovi nesreči poškodovana najvišja predstavnica države in javnost nekako upravičeno pričakuje, da bo policija javno pojasnila okoliščine, denimo, ali so policisti, varnostniki v predoru vozili prehitro in tako ogrozili predsedničino varnost, pa tudi, ali so jim po nesreči denimo odredili preizkus alkoholiziranosti. Pojasniti ne želijo niti tega, ali sta bila v nesreči udeleženi zgolj dve policijski vozili ali mora biti še kakšno drugo. V javnosti se namreč krožijo špekulacije, da je bilo v naletu udeleženih več vozil in da je policijski konvoj skozi predor vozil krepko nad dovoljeno hitrostjo. Kako pa poteka okrevanje predsednice, kaj pravijo v njenem uradu? Da je bila včeraj, potem ko je noč preživela v izolski bolnišnici, odpuščena v domačo oskrbo in se je odpravila nazaj v hrvaško Istro, kjer preživlja, kot pravijo, predhodno načrtovan dopust. Kot so še sporočili iz urada, pa funkcijo predsednice republike opravlja nemoteno in ja, ker so ji zdravniki odredili nekaj dni počitka, bo odpovedala en dogodek. Prihodnji teden bi se morala na povabilo hrvaškega kolega, predsednika Zorana Milanovića, udeležiti 311. izvedbe prireditve Sinjska Alka, to je tradicionalne viteške igre v Sinju. Milanoviću se je že opravičila, ob tem pa je zaželel čimprejšnje okrevanje. No, njena sopotnica, ki je poleg nje sedela na zadnjem sedežu v avtomobilu in jo je v prometni nesreči odnesla nekoliko slabše, bila je namreč poškodovana huje, se še vedno zdravi v izolski bolnišnici, vendar pravijo dobro okreva. Hvala, Nika.